Drage gledalke in gledalci, spoštovane občanke in občani. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Letošnje leto je prav posebno in drugačno od vseh dosedanjih. Je leto, ko prazničnega vzdušja iz Murske Sobote, odkoder se vam trenutno javljamo, ni mogoče čutiti v tisti pravi in polni meri. Je leto, ko smo prikrajšani za prijetna druženja, za objeme in stiske rok, sorodnikov, prijateljev ali le starih znancev, ki smo jih tako čisto, spontano ali le mimobežno srečevali v gneči ljudi ob občudovanju prazničnih luči. Je leto, ko se na prazničnih stojnicah in sejmih ne bomo pogreli s kuhanim vinom in čajem, ko bo tudi dedek Mraz verjetno raje ostal v udobju svojega doma in ko ne bomo obuli drsalk ter se podali na ledeno ploskev mestnega drsališča ter se ne nazadnje skupaj poveselili ob izteku letošnjega leta. Je leto, ko prijatelje in znance na ulici ne spoznamo po nasmehu, a sem prepričana, da jih spoznamo po iskrivih očeh. Tudi v teh težkih in negotovih časih lahko iz trenutne situacije potegnemo nekaj dobrega. Zato bomo danes s prižigom luči v Murski Soboti v vaše domove poskušali ponesti vsaj kanček tega prazničnega vzdušja in tako pričeli najbolj čaroben del leta. Tega bomo pričeli ravno tu, v Murski Soboti pred hranilnico prekmurskih dobrot oziroma pri srcu Pomurja. Odštevati zadnje minute oziroma sekunde do prižiga luči nam bosta pomagala župan mestne občine Murska Sobota, gospod Aleksander Jevšek, in direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport, gospa Brigita Prhavec, ki jo sedaj prav lepo pozdravljam. Obenem pa vabim tudi vas, drage gledalke in gledalci, da ostanete z nami vse do slavnostnega prižiga lučk. Da bomo sicer tako daleč en od drugega, pa vseeno tako skupaj združeni, odštevali sekunde in pričakali razsvetljeno mesto, ki upam, da bo v čisto vse vaše domove vlilo kanček upanja v boljši jutri. Sedaj pa vabim župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Aleksandra Jevška, da nas popelje skozi to leto, ki je že za nami. Torej, gospod Aleksander Jevšek, kljub epidemiji je mestna občina uspešno pripravljala in izvajala določene projekte. Povejte, kaj vse se je v mestni občini Murska Sobota dogajalo to leto? Lep pozdrav vam, lep pozdrav vsem, ki naju spremljajo. Res je, letošnjo Mikloševo je nekoliko drugačno. Danes bi moralo tukaj dišati po medenjakih in po kuhanem vinu. Glede na situacijo, v kateri se pač nahajamo, bomo poskušali z tem prazničnim prižigom lučk pričarati vsaj del luči na koncu tunela in upanje za to, da, kar sem prepričan, čim premine to obdobje, ko se moramo čuvati drug drugega in da se bomo lahko družili. Leto 2020 je bilo težko leto. Ne samo za mestno občino, tudi za vse, ali pa predvsem za vse tiste, ki so zboleli zaradi COVID-19, za vse tiste, ki so jim pomagali in predvsem za tiste, ki so nudili humanitarno pomoč. Vsem se zahvaljujem v prvi vrsti, o tem bo verjetno še kaj govorila, ampak ne glede na to smo z res veliko vztrajnostjo v mestni občini poskušali slediti temu, kar je bilo vodilo občinam v celotni državi, da z svojimi investicijami damo delo ljudem, in pa tudi gospodarstvu zagon, zaradi tega, ker, in to je potrebno posebej poudariti, so velike firme tudi v naši mestni občini ves čas te epidemije delale in na ta način blažile tudi gospodarske posledice te epidemije. Mi smo v letošnjem letu, sedaj stojimo tukaj na Slovenski ulici, končali največji projekt v naši mestni občini. Skoraj 4,5 milijonov vreden projekt prenove Slovenske ulice,
ki je v 75% sofinanciran z evropskimi sredstvi, smo predvčerajšnjim zaključili. Zaključujemo še dodatna dela v krožišču pred Zvezdo. Želimo ponovno usposobiti vodomet v bližini šopinga in v naslednjih 10 dneh bomo zaključili zato, kot rečeno, prvo fazo preureditve mestnega središča. Ta investicija ni bila enostavna. Bila je povezana z mnogo težavami, predvsem pa s težavami tistih podjetnikov, podjetnic, ki so potrpežljivo prenašali vse, kar se je dogajalo v tej ulici, zaradi tega, ker so bili prikrajšani za promet, potem pa še tudi zaradi COVID-19 epidemije. In njim bi se posebej rad zahvalil. Nekajkrat smo sedeli skupaj, veliko smo se tudi pogovarjali, vse spodbujali in sedaj resnično lahko rečemo, da imamo ulico urejeno. To pa ni edina investicija, ki smo jo v letu 2020 zaključili. Začeli smo nekaj precej pomembnih in tudi z vidika financiranja vrednih investicij, kot je recimo prenova Kroške ulice. Prenova Kroške ulice, ki je ena od pomembnejših vpadnic v Mursko Soboto, je vredna skoraj 1 milijon evrov. Sedaj smo odprli tudi gradbišče na Lendavski ulici in pa seveda to, kar se mi zdi zelo pomembno, da smo v projektu Expano in pa Soboško jezero kljub koronavirusu praktično dosegli preko leta na račun tudi teh bonov, voucherjev, skoraj takšni promet kot v celotnem lanskem letu. To nas nekako ohrabruje in pa nam daje optimizem, da je prav to, kar smo se odločili skupaj z ekipo, ki dela na občini na teh projektih, da moramo delati projekte, ki štrlijo iz povprečja, ker taki projekti vlečejo. In jaz sem prepričan, da tudi Slovenska ulica bo pritegnila tako investitorje, kot tudi obiskovalce. Kajti glavno delo se pravzaprav šele začne. Mi moramo Slovenski ulici dati dušo in dušo ji bomo dali vsi občanki in občani. Rad bi pa povedal, da je leto 2020 poleg investicij občine zanimivo tudi v tem, da je sprožilo v naši občini veliko zasebnih investicij. V severno-obrtni industrijski coni gradijo 3 domači podjetniki nove hale, nove proizvodnje hale. Na Kocljevi ulici raste nov poslovno-stanovanjski objekt. Na Gregorčičevi ulici nov poslovni objekt. Prav tako ne smemo pozabiti investicijo Pošte Slovenije na Bakovski ulici, kjer se gradi nov logistični center. Ambicije zasebnih investitorjev pa so v naši občini še večje. In sicer mi sedaj pripravljamo dokumentacijo za 2 pomembni investiciji, ki se bodo začele naslednje leto. To je postavitev trgovskega centra Mercator na območju starega bivšega potrošnika in pa pričetek gradnje stanovanjskega poslovnega objekta na parkirišču pri avtobusni postaji. Skratka, mesto postaja resnično en prostor za investicije in se mi zdi, da je prav ta COVID kriza se mi zdi v nas nekako spodbudila še dodatno energijo, še dodatno voljo, da še bolj pritisnemo in da smo na tem področju tudi uspešni. Ne smemo pa pozabiti tudi krajevne skupnosti, se pravi ožje dele mestne občine, kjer se veliko dogaja. Mi smo praktično v jesenskem delu letošnjega leta v vseh krajevnih skupnostih začeli z zelo velikimi investicijami, od vaško-gasilskih domov do prenove kanalizacijskih sistemov, do prenove cest. Skratka, če me vprašate za konec, leto 2020 je težko leto, hkrati pa investicijsko tako močno, da ga ne pomnim. Aleksander Jevšek, najlepša hvala. Mi pa sedaj prisluhnimo pesmi glasbenikov Katarine Šebok in Jožeta Glažarja.
dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak, odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Jaz zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Ker zame čudež je življenje, to, kar mi da, to vzamem si. Ker zame čudež je življenje, to, kar mi da, to vzamem si. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Čudež je življenje, 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 čudež je življenje. Kmalu se bo na zaslonih pojavila ura, s katero bomo odštevali do slavnostnega prižiga. A imamo do takrat še nekaj časa, zato sedaj morda nekaj besed namenimo samim dogodkom in prireditvam. Gospa Brigita Prhavec, če pogledamo sedaj prehojeno leto, kje smo se uspeli skupaj družiti, poveseliti na takšen ali drugačen način? Ja, no, začeli smo zelo optimistično to leto, ko še nismo vedeli, kaj nas čaka. Januar, februar, tja do 13. marca je bilo gledališče Park skoraj vsak dan zasedeno s kakšnim dogodkom, potem pa se je vse skupaj ustavilo, ker smo bili prepričani, da se to mora v kratkem končati. V glavnem optimistični smo bili. In res v začetku junija smo začeli s projekcijami filmov v gledališču Park. Namreč gledališča se še nekako niso aktivirala v tem času nazaj, zato smo začeli s filmom. V letošnjem letu gledališče Park praznuje 10. obletnico. 10 let delovanja v gledališču Park smo želeli, preden smo vedeli za ta koronavirus in to krizo, praznovati prav s filmom. Se pravi z uvedbo novega programa v našem gledališču. In to nam je zelo prav prišlo, prav v mesecu juniju, ko smo vsak dan imeli filmsko projekcijo, na katero je prihajalo kar precej ljudi proti vsem našim pričakovanjem. Potem začeli smo tudi z pouličnim kulinaričnim festivalom Sočna vilica, ki se je odvijal prav na tej ulici, ker del te ulice je že bil gotov, pripravljen, renoviran. Poletje, soboško poletje se je odvijalo tako kot vedno na Trgu kulture in pa skrito dvorišče tukaj zraven za hranilnico Prekmurskih dobrot. To smo izpeljali, upoštevaje vsa navodila NIJZ-ja in ljudje so bili zelo zadovoljni s prireditvami, izbor je bil res dober, vsak je našel kaj zase. Tudi za otroke je bilo poskrbljeno čez poletje. Potem je tu bil festival sodobnega plesa Fronta, ki smo ga prav tako izpeljali konec avgusta. V mesecu septembru smo spet začeli z filmsko dejavnostjo in pa pripravili smo veliko športno prireditev ob novem državnem prazniku Dnevu športa.
Kar se tiče turizma, smo bili presenečeni nad tem, kot je že župan omenil, nad obiskom, ki je bil proti vsem pričakovanjem zelo velik. Avgusta meseca celo ni bilo mogoče dobiti v Prekmurju prenočišča. Moje sodelavke v Ticu so se zelo trudile, da bi dobile kar se da, da bi ustregla pač turistom. No, kot veste, oktobra se je spet zaključila, smo morali zapreti gledališče Park, ampak še vedno optimistično zremo naprej, pripravljamo program za naslednje leto in prepričani smo, da bomo kmalu po novem letu veselo zakorakali v dogodke in prirejali kar se da pester program, tako v gledališču Park, kakor na prostem. No, sedaj smo že zakorakali v december, ko ste tudi pomislili na občanke in občanke, ti se namreč sedaj lahko sprehajajo po mestu, občudujejo, fotografirajo. Ja, prav na tem mestu, kjer smo sedaj, smo nekako fototočko pripravili, se pravi, vabim seveda vse občanke in občane, da pridejo na to čarobno ulico, se na tem prostoru fotografirajo. Postavljeno je že pravljično mesto z liki iz najbolj znanih pravljic tam na Trgu Zmage, kakor zdaj že zadnja leta. In res si želimo, da bi lahko še tik pred Božičem pripravili tudi kakšen božični sejem, postavili pred hranilnico kakšno hiško prazničnih dobrot, od koder bi dišalo po kuhanem vinu, po cimetovih zvezdicah, in upam res, da se bodo do takrat toliko razrahljali ukrepi in da bo nam seveda pod vsemi pogoji, ki bodo takrat veljali, dovoljeno, da bomo na tej prelepi ulici prenovljeni to tudi lahko pripravili. No, to je moje zadnje vprašanje. Torej, kaj, če se ukrepi sprostijo? Ja, takrat bomo pripravili tik pred Božičem nekajdnevni božični sejem tukaj na tej ulici in že danes vabim vse občanke in občane, da se nam tu pridružijo. Hvala vam. Že pred leti so osnovnošolci in srednješolci ter učenci srednje tehnične šole ustvarili lampione in prispevali k tej praznični okrasitvi. Letos pa se nam pridružujejo z mislimi o praznikih. Prisluhnimo. Prazniki mi pomenijo druženje z družino, pečenje piškotov in postavljanje jelke. Meni prazniki pomenijo, da se zabavaš z družino, da tisti čas preživimo skupaj in da nam je lepo. Vsi srečni, saj imamo lepo in da dobimo darila. Prazniki so tudi čas božičnih pesmi, pričakovanj in naših skritih želja. Prazniki mi pomenijo druženje z družino, peka piškotov in zabavanje v snegu. Prazniki mi pomenijo, da smo z družino doma, se sprostimo in se veselimo. Praznike imam zelo rada. Takrat smo skupaj z družino, pečemo, kuhamo, se igramo. Prazniki mi pomenijo veselje, všeč mi je, da smo skupaj in da pečemo kekse. Lepo je, da po mestu hodimo, ko so prižgane novoletne lučke, in najboljše je, da Miklavž in Božiček prineseta darila. Želim si, da bi bili vsi zdravi, da bi lahko vsi ustvarjali, se igrali, postavili novoletno jelko, prižgali lučke in pekli veliko piškotov. Najlepše mi je, ko z mamico in očkom okrašujemo jelko. Ljubezen in sreča in darila. Meni prazniki pomenijo, da sem skupaj z družino, se zabavamo, pečemo piškotke in krasimo jelko. V mesecu decembru mi je zelo lepo, saj dobim veliko daril in to mi je všeč.
Prazniki mi pomenijo, okrašujemo jelko s sestrico, postavljamo lučke s sestrico, pričakamo božička. Veselje, zdravje, mir, srečo, družino. Vsem skupaj vam želim lepe praznike. Prazniki mi pomenijo nekaj lepega, čudovitega, čas, ko se družim z družino, babicami, dedki. Zelo se veselim praznikov. Prazniki mi pomenijo, da se zabavam, da pride Miklavž, Božiček in dedek Mraz in da mi prinesejo darila. Ko z družino postavimo jelko, to meni pomeni nekaj lepega, ker je jelka lepa, lepe barve in lepo okrašena z okraski. Meni prazniki pomenijo čas veselega pričakovanja, ko smo vsi skupaj, odpiramo darila in se zabavamo. Vesele praznike! Miklavž in Palkin in prinesejo darila. Meseci decembru je lepo. Meni prazniki pomenijo, da smo z družino in postavljamo jelko in poslušamo božične pesmi. Ponavadi obiščemo sorodnike in prijatelje. Kako bo letos z obiski, pa še ne vemo. Želimo si, da bi za božič padlo dosti snega. Se že veselim božiča in tudi vam želim lep božič. Adijo! Enkrat pridejo 3 dobri možje, pridejo Miklavž, Božiček, dedek Mraz in ker smo z družino skupaj. Meni so prazniki eni izmed najlepših dni v letu, saj jih lahko preživljam z družino, prijatelji, sorodniki in z eno besedo, z ljudmi, za katerimi ni vseeno, in vesele praznike želim tudi vam. Ampak najpomembnejše je, da sem s svojo družino in da praznujemo Jezusovo rojstvo. Prazniki so lepi, rad jih imam, veliko mi pomenijo. Prinesejo polno veselja in presenečenj, potilko pa polno daril. Komaj že čakam! Tako, Murska Sobota bo vsak hip zasijala s približno 60 000 lučkami. Razobešanih je 100 lampionov, ki so nastali izpod rok učencev osnovnih in srednjih šol ter v okviru Mikovih delavnic. Kmalu se bomo zazrli še v 30 unikatnih svetlobnih elementov in 45 svetlobnih iskric. Ja, Murska Sobota bo razsvetljena kot še nikoli do sedaj. In za to zasnovo nove okrasitve Slovenske ulice stoji akademski slikar Mirko Rajnar. Kot glavni element novoletne dekoracije si je zamislil zračni balon, ki bo opozarjal na enega najpomembnejših letošnjih dogodkov – balonarsko državno prvenstvo. Na nekaterih svetlečih se balonih so upodobljene silhuete stavb, ki s svojimi podobami spominjajo na naše mesto. Tako je upodobljena silhueta Soboškega gradu, ki simbolizira leto, ki je za nami, medtem ko silhueta Expana kot najnovejše pridobitve mesta in regije predstavlja novosti, želje in pričakovanja za prihodnost. Tako, do prižiga luči nam je še ostalo nekaj minut časa, ravno dovolj, da mi sedaj malce pokramljamo. Povejta, gospod Aleksander Jevšek in Brigita Prehavec, prazniki se pričenjajo, kako jih boste praznovala doma, sledite kakšni tradiciji? No, jaz vas bi mogoče samo malo dopolnil, da najlepši okrasek Slovenske ulice je 96 posajenih dreves. To je najlepši okrasek, zaradi tega, ker ta okrasek nas bo krasil celotno leto. In to, kar meni še posebej veseli in radosti, da nam je uspelo lipe, ki smo jih presadili, ki so bogato krasile to ulico pred prenovo, uspešno presaditi na Expanu, kjer zelenijo v vsej svoji krasoti.
In to je tudi bil eden od ciljev prenove Slovenske ulice, da to postane zelena žila mesta. In ko bodo ta drevesa zazelenela in dajala senco nam, ki se bomo tukaj sprehajali, bomo tudi dejansko ugotovili, da to je najlepša okrasitev te ulice. Letos, žal, zaradi njihove mladosti, okraski nismo smeli postaviti na krošnje teh dreves, pustimo jih, da se učvrstijo, da zrastejo, sem pa prepričan, da bo to možno tudi naslednja leta. Sprašujete me, kako bom praznoval novo leto, kako bom praznoval božično-novoletne praznike. Tako kot vsi moje soobčanke, soobčani, sodržavljani, veliko več bomo v družini. Mogoče bo to praznovanje, ali pa prepričan sem, da bo to praznovanje letošnje leto drugačno, ne samo po Evropi, ampak tudi po celotnem svetu. Mogoče pa je to priložnost, da praznujemo tako, kot so praznovali naši dedje, babice, da se veliko več družimo med sabo v družini, znotraj kroga družine, da spečemo kakšne dobre potice, da se več pogovarjamo, kot se sicer pogovarjamo, ko praznujemo od zunaj, da kako zapojemo. In se mi zdi, da je to priložnost, da izkoristimo te posebne božično-novoletne praznike tako, da jih obrnemo sebi v prid. No, tudi v krogu ožje družine bomo pričakovali pač te praznike. Glede na to, da je danes predvečer Miklavža, praznika svetega Nikolaja, bi rada povedala, da odkar so otroci odrasli, več ne nastavljamo škornjev in čevljev pred vrata, ampak se vedno najde na mizi kakšen parkeljček ali pa Miklavž seveda v obliki medenjaka. Drugače pa predpraznične dni, tam okrog Božiča, se vedno vsako leto zbere pri nas širša, razširjena družina, letos pač temu ne bo tako. Bomo pa sami in kot je že župan rekel, tudi to je za nekaj dobro, prav gotovo. Potice ne bom pekla, ker je tako dobro, kot moja mama ne vem speči, bom pa poskrbela za druge dobrote. Hvala, Brigita. Sedaj pa je res skrajni čas, da prižgemo lučke v Murski Soboti in da se Murska Sobota praznično okrasi, razsvetli in da odpremo vrata v ta praznični december. Do prižiga luči bomo seveda odštevali vsi skupaj. Sta pripravljena, gospod Aleksander in Brigita? Sva. Torej, mi smo pripravljeni, upam, da ste pripravljeni na odštevanje tudi vi pred malimi zasloni. Tako, še nekaj sekund in odštevamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Tako, luči so prižgane. Poglejmo sedaj, kako svetijo po celem mestu.
Sedaj, ko se je naše mesto odelo v praznično ogrinjalo, bi povabila vas, gospod župan Aleksander Jevšek, da ob tej priložnosti namenite občankam in občanom nekaj besed. Spoštovane občanke in občani, leto 2020, ki je za nami, je bilo leto velikih preizkušenj. To leto si bomo zapomnili in se spomnili predvsem tistih, ki so žal zaradi COVID epidemije odšli in se nas zapustili. Spomnili se bomo tistih in se spominjamo tistih, ki so v bolnišnicah, posebej pa se seveda spominjamo tistim, ki jim pomagajo. Zdravnikom, medicinskim sestram, spomnimo se humanitarnih organizacij, humanitarcem, študentom, gasilcem, civilni zaščiti. Vsem skupaj najlepša hvala za vse, kar ste storili. Ne glede na to, da je težko leto za nami, pa smo prižgali danes simbolično lučke v našem mestu zato, ker je to luč na koncu tunela, ker imamo upanje, ker vemo, da bo tudi ta težek čas za nami. No, ampak zaključimo to današnjo srečanje optimistično in veselo. Po tradiciji velja, da otrokom, ki so pridni, Miklavž prinese darilo. In na mestni občini smo dobili danes Miklavža, ki je tradicionalno pripravljen, zaradi tega, ker smo bili občanke in občani vrli to leto. In sem prepričan, da bo tako tudi naslednje leto. Spoštovane občanke in občani, želim predvsem zdravja, zdravja in še enkrat zdravja. Optimizma, skupaj bomo zmogli. Edino, če držimo skupaj, če se ne razdvajamo, bomo stali in obstali tudi v prihodnje. Jaz se veselim naslednjega leta, ker sem prepričan, da bomo naslednje leto nadoknadili vse za nazaj. Rad bi pa na koncu še naši voditeljici podaril enega parkeljčka, pa ne zato, ker je bila poredna, ampak simbolično.
da mediji, ki so pripravili tudi danes ta prenos, ostanejo in da so tako nekako poredni, da nas skozi pazijo in skrbijo za to, da do vas pridejo prave informacije. Izvolite. Najlepša hvala za tega parčečka, pa najlepša hvala tudi za te besede vam in gospe Brigiti Prhavec. Nas pa naj sedaj Katarina in Jože še enkrat popeljeta med njune čudovite melodije. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down a line, and it's been so long, but I will be there, sing the song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Top to toe and tailback. Oh, I got red lights on the run, so I'll sing for you, though you can hear me when I get through, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas. Top to toe and tailback. Oh, I got red lights on around. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground, so I sing for you, though you can hear me when I get through. I'm driving home for Christmas. Prišli smo do konca našega programa. Na tem mestu bi se najlepše zahvalila vam, drage gledalke in gledalci. Upamo, da smo vam v vaše domove poslali vsaj kanček te čarobnosti, ki smo je deležni na ulicah Murske Sobote. Zato vas vabim, da še malo ostanete v naši družbi in si še enkrat pogledate naše pravlično mesto. Za konec naj vam samo še zaželim mirne, prijetne, zlasti pa radosti polne praznične dni. Nasvidenje.